V Radencih sta partnerja projekta Celostna ekoremediacija Kučnice kot trajnostna strategija upravljanja z vodami in ciljem izboljšanja ekološkega stanja z akronimom RENATA, Inštitut za hidravlične raziskave in Forschung Burgenland GmbH javnosti predstavila namen in cilje projekta. Vodja projekta, doktorica Tanja Prešeren iz Hidroinštituta Ljubljana, ki je bil vodilni partner projekta RENATA, ga je takole povzela. Projekt RENATA je naslovil problematiko slabega ekološkega stanja mejnega potoka Kučnica. Želeli smo pripraviti podlage, ki bi omogočile potem v prihodnosti konkretno rešitev. Pri tem smo se oprli na rezultate preteklih projektov, že izvedenih projektov. Naša dela v okviru tega projekta ne bodo obsegala gradbenih posegov, se pravi, ne bomo še kopali nove struge. Smo pa res poskusili zastaviti projekt čim bolj konkretno, tako da smo pripravili predloge nove trase, se pravi celoten digitalni model višin. Sicer pa ja, samega projekta smo se lotili interdisciplinarno, kar pomeni, da smo upoštevali različne vidike, tako biološke, tako vpliv podnebnih sprememb v prihodnosti. Tako da, ja, projektna partnerja sta dva, se pravi že omenjeni Inštitut za hidravlične raziskave in pa Forschung Burgenland na avstrijski strani. Projekt traja 2 leti, začel se je lansko leto s 1. januarjem, zaključuje se pa letos, konec decembra. Malo se zdaj hitimo z zadnjimi aktivnostmi. Prešernova je predstavila tudi potek financiranja mednarodnega projekta. Projekt financira, se pravi, kot že rečeno, projekt se izvaja v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija. Tako da projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V bistvu delež sofinanciranja je 85%, kar pomeni, da iz sklada dobimo 350 000 evrov. Preostanek pa je treba zagotoviti z lastno udeležbo oziroma z nacionalnimi sredstvi. Projektnega partnerja Forschung Burgenland je predstavila sodelavka organizacije Forschung Burgenland oziroma Raziskovanje Gradiščanska, Marijan Rabelhofer, ki je v enem stavku povzela, da so bili pristojni med drugim za ekobilanciranje in morebitne ukrepe. Na tiskovni konferenci so se predstavili tudi strokovnjaki z področja biodiverzitete potoka Kučnica. Gudrun Tiefenbach z organizacije Naturaktuell GmbH. Ja, also unsere Aufgabe von Naturaktuell als externe... Naša naloga kot zunanjih strokovnjakov organizacije Naturaktuell je bila, da se posvetimo biološki raznovrstnosti potoka Kučnica. Kučnica je zelo zanimiv vodotok. Gre za reguliran mejni potok, ki je bogat z biodiverziteto kljub omenjeni močni regulaciji. Med drugim ima namreč eno izmed zelo lepih Unio grassus, to je potočnih školjk, ki jih sicer v Avstriji imamo in je v vsej Evropi strogo varovana. In še bi lahko naštevali zanimive izide, ki smo jih generirali. Andreas Tiefenbach, ki prav tako prihaja iz organizacije Naturaktuell GmbH, je predstavil svoje izsledke. Torej, mi smo vrednotili biološko raznolikost, preučevali posamezne biološke vrste, med drugim ribe in rake, školjke, tudi rastline in spoznali nekaj zanimivih dejstev. V Kučnici so nekatere živalske vrste že skoraj izginile. Med te spada tudi vrsta rakov, ki je tik pred izumrtjem. V Kučnici so raki v zadnjem desetletju že skoraj izginili.
Tema, s katero bi se bilo potrebno v bližnji prihodnosti ukvarjati, je ugotovitev, zakaj je prišlo do zmanjšanja biološke raznovrstnosti. Morebiti bi lahko našli odgovor v stanju vode v zadnjem desetletju. Ugotovitve in morebitne rešitve je predstavil tudi Simon Lesjak iz Hidroinštituta. Mi smo se v okviru projekta Renata ukvarjali tudi s samo ekoremediacijo vodotoka. Pri tem smo izvajali tudi hidravlično modeliranje in tudi pripravili dve novi trasi, dve rešitvi za samo Kučnico. Prva varianta je v bistvu vzpostavitev nekdanje trase Kučnice, ki pa v bistvu v tej družbi danes ni preveč realna zaradi samih problematike zemljišč in v bistvu tudi same meje, kjer poteka Kučnica med Slovenijo in Avstrijo. Tako da v bistvu drugi predlog rešitve je pa v bistvu vzpostavitev ukrepov znotraj same struge vodotoka, to je v bistvu razširitev same matice struge in v bistvu pustiti, da se struga sama oblikuje, sama meandrira znotraj kanala same Kučnice. Potem razni drugi ekoremediacijski ukrepi so tukaj smo upoštevali, to so različni usmerjevalniki toka, prodne brzice, hrapave drče in v bistvu tudi ostalo. Upoštevali smo tudi zaščito brežin, kjer je to potrebno, pač vzpostavitev vegetacije in v bistvu pol na koncu smo po modeliranju primerjali situacijo prej in po. In v bistvu pri hidravličnem modeliranju smo upoštevali kazalnike, ki smo jih lahko merili pri modeliranju in to so globine in hitrosti vodnega toka in potem smo primerjali situacijo prej in po izvedbi samih ukrepov in smo v bistvu videli, na kakšen način smo pridobili pač nove habitate, različne kako so se te parametri hitrosti in globine spreminjali in kako smo v bistvu pridobili nove površine, nove habitate za te živali in rastline, ki so v sami Kučnici. Kučnica je sestavni del Krajinskega parka Goričko. Direktorica Stanislava Dešnik o sodelovanju pravi. Namreč Kučnica je bila regulirana ne zaradi poplav, ampak zaradi tega, da je bil lažji nadzor nad begunci v 60 letih, ki so tukaj prečkali državno mejo Slovenije za Avstrijo. V projektu Javni zavod Krajinski park Goričko direktno ni sodeloval, smo pa bili v stalni navezi z gospod Tanjo Prešeren na Hidroinštitutu. Podali nekaj podatkov iz dveh projektov, kjer smo sodelovali že predtem, to je bil projekt GreenNet in projekt Kučenica, kjer je bil narejen tudi katalog ukrepov za izboljšanje stanja same reke in pa seveda tudi narave ob njej. Projekt izvajata dva partnerja, Inštitut za hidravlične raziskave in Forschung Burgenland GmbH. Vrednost projekta, ki se izvaja v času od 1. januarja 2021 in 31. decembra 2022, znaša 411.764,71 evra. Od tega je 85% sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.